V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Torej, zadnja predpostna nedelja, nekoč se je na to nedeljo pred postom bralo zapovedi, ki jih je Bog dal Mojzesu, postavil torej. Mojzes je namreč predpodoba svetega Petra, kot je tudi Abraham predpodoba svetega Petra. Abrahama se pa bere v bogoslužju zjutraj, matutiniju, torej to, kar molimo duhovniki in redovniki. Torej, sedemdesetnica se je bralo o grehu, potem šestdesetnica o vesoljnem potopu, kot smo tudi zadnjič govorili. Ta teden pa seveda o Abrahamu. Torej, sveti Peter, ki je v sebi združil ti dve podobi, Mojzesa in Abrahama. Seveda najbolj so vsi ti očaki predpodoba našega Gospoda Jezusa Kristusa, ampak seveda tudi teh, ki so bili z njim, ali svetega Jožefa, ne, ali svetega Petra in tako dalje. Zato danes tradicionalno je bil shod prav pri baziliki svetega Petra. Sveti Peter, ki vemo, kako mu je manjkalo potem nekaj tega poguma in tako, malo mu je šlo to. In potem je se odpravil iz Rima in danes je še tista cerkvica, Quo vadis, ne, se pravi, kam greš, Gospod je vprašal, ne, grem še enkrat se križat v Rim, ne, tako je rekel, ne, ti greš ven, jaz pa grem v Rim. In je razumel in seveda umrl v tistem cirkusu v Vatikanu. Ta cirkus v Vatikanu je sploh bil posebne sorte, ker je tam prišlo krdelo teh krvoločnih psov in tako raztrgalo tiste, ki so jih dali tem psom v hrano, ne. Tako da številni kristjani so tako težko smrt doživeli, ne, tudi. Ne samo kristjani, ampak večinoma. Tako da te stvari malo vidimo. Torej, Petra so križali, vemo, z glavo proti tlem, ker zaradi svoje zatajitve Gospoda in tudi zaradi svoje strahopetnosti in tako se ni imel za vrednega na enak način biti križan kot naš Gospod. Tudi njegov brat sveti Andrej, torej, je bil pa po strani postavljen križ, tudi se ni imel za vrednega na enak način imeti križ, tako da te stvari. Beremo torej pri maši hvalospev Pavlov pravi ljubezni. Prava ljubezen gre v dve smeri vedno, k Bogu in bližnjemu. Hkrati vemo, ljubezen je najvišja božja ali božanska krepost, tudi božji dar milosti. Človek sam po sebi le stežka naredi karkoli, pravzaprav ne more narediti nič takega, da bi resnično ljubil, potrebuje vedno vsaj pomagajočo ali dejansko božjo milost, da je sposoben napraviti eno dejanje zastonjske ljubezni, ne. To je tisto, kar se potem prenese tudi v večnost. Torej, kar opisuje sveti Pavel, to je luč naših duš, ampak naše duše živijo v temi, če nimajo te luči božje in prave ljubezni. Ali svet, ki danes toliko govori o ljubezni, govori o isti stvari, kot o njej govori sveti Pavel? Seveda ne govori o isti stvari. Sveti Pavel lepo našteva te stvari in vidimo, da to, kar svet danes propagira kot ljubezen, to seveda ni. Tako da tudi to, kar mi delamo in te stvari, nekje se začne pa nekje konča, ampak sveti Pavel pravi,
da ljubezen nikoli ne mine, prava ljubezen iz Boga izhaja in se k njemu tudi vrača. Bog je namreč ljubezen, ne, kot nam lepo pravi sveti Janez. Vemo tudi zakon, ne, sicer seveda pravi zakon zmeraj izhaja iz Boga, tako naravni kot nadnaravni, torej zakrament. Vemo pa tudi mi, ne, kdaj se dva poročita, vemo, kdaj začne zakon, ampak nima konca. V človeškem smislu že, nekdo umre in tako, ne. Ampak v resnici nima. Se prenese tudi v večnost, ne. Torej se na drugačen način nadaljuje ta ljubezenski odnos, tudi te sorodstvene vezi, ki se prenašajo potem v večnost, ne. Zdaj, ali v dobro ali v slabo, to je pa odvisno od tega, kje tista duša konča, ne. Ali potem namesto ljubezni je sovraštvo, ne. To je tudi možno, ne, če se pogubi seveda tista duša. Torej, mi se moramo sami močno truditi, da bi bila ta naša ljubezen taka, kot jo opisuje sveti Pavel, potrpežljiva, dobrotljiva, da bi ne bila nevoščljiva, da se bi ne ponašala, se ne napihovala, da bi bila obzirna, ne iskala svojega, se ne dala razdražiti, da ne bi mislila hudega, da se ne bi veselila krivice, ampak resnice, da bi vse opravičila, vse verovala, vse upala in vse prenašala, tako našteva sveti Pavel, ne. Torej vidimo vse te kreposti, ki se potem, bomo rekli, pripopajo zraven tej ljubezni, ne, po domače bomo tako rekli, ne. Torej, mi prosimo in dajmo res to prositi vedno, kadar molimo, tudi kadar pridemo k sveti maši, da bi premogli vse te kreposti, ker jih potrebujemo. Jezus pravi, prosite in vam bo dano, ne. To bomo zdaj čez kakšno minutko tudi povedali, ne, glede tega sklepca, ne. Tako da dajmo izraziti te stvari, se pravi, nekaj delati sami, ampak tudi potrebujemo milost Božjo, da bi jih tudi prejeli, ker mi sami po sebi delamo obratno od tega, kar sveti Pavel našteva, seveda. Torej, naj bo naše trdo delo zato, pa tudi prošnja Bogu, da nas s to lučjo ljubezni razsvetli. To je njegova ljubezen, seveda, ne. Zato naj nas razsvetli. Naša človeška krhkost naj se dopolnjuje, spopolnjuje z Božjo milostjo, kot smo pa prejšnjo nedeljo prebirali prav tako pri svetem Pavlu, ne. Ta Božja milost naj dopolnjuje tisto, kar nam primanjkuje, ker smo seveda slabotni. Vera in upanje sta tukaj na zemlji seveda potrebna, potem pač nimata več razloga, da bi še obstajala, ostane še prava ljubezen in njeni sadovi, smo rekli. Če so sadovi prave ljubezni, če so prava dejanja ljubezni, potem se to prenese tudi v večnost. Tako da delajmo, da bi se ta naša ljubezen vse bolj prečistila in da bi pravzaprav mi vse bolj odsevali to Božjo ljubezen. Gospod napoveduje Jeruzalem, najprej seveda trpljenje in smrt, potem seveda tudi vstajenje, ampak tega trpljenja in smrti ne napoveduje samo svojim apostolom učencem, govori tudi nam, torej da ne bo nikdar to od nas odvzeto, vsakogar čaka v takšni ali drugačni meri. Mi ljudje smo danes preveč obrnjeni sami vase in nase, pa smo slepi, da bi prepoznali, da nas Bog tudi v teh preizkušnjah obiskuje, ne, da je tukaj. Torej, mi moramo vedeti to, Bog zmeraj na duhovni način daje te sadove, če je potrebno, tudi na telesni način. Torej, če bi nekdo bil bolan, če Bog oceni, da je potrebno,
da je duhovna korist od tega, da nekdo telesno zdravi, potem da tudi to, da nekdo telesno zdravi. Ampak na prvem mestu je duhovna korist. Ne? Je zdravje ali zveličanje duše, ne? Salus animarum, suprema lex, ne? To tudi pri Bogu velja. Torej, če Bog oceni, da bi bilo bolje, da ta bolezen ali pa karkoli imam, da mi pomaga zato, da se prečistim in potem takem grem potem v nebesa, ko pride čas, ne? Potem seveda ne da telesne ozdravitve. Če ocenim, da bi bilo tudi v duhovno korist, našo pa od drugih, potem seveda to tudi nakloni. Ampak to ni neka redna pot, ne? To je izredna pot, da pridejo ti čudeži, te čudežne ozdravitve in tako. Če pogledamo tisti seznam teh čudežev, teh čudežnih ozdravitev, ki ga vodijo v Lurdu, bi moralo biti ne vem koliko teh čudežnih ozdravitev, ampak jih ni tako veliko število spet, ne? Nekaj jih je, gotovo. Vedno se nekaj takega zgodi in dogaja, ampak ni spet to tako množično, ne, glede na to, koliko ljudi je že hodilo na tej zemlji in tako. Se pravi, Bog nas vseeno obiskuje, je tukaj z nami, nas očiščuje, ne, na tak način tudi. Se pravi, mi sodelujemo s to Božjo milostjo, tudi s tem voljnim prenašanjem in z vsemi temi zadevami, tudi s to hvaležnostjo Bogu. On je pa tisti, ki mora očistiti naša srca, ne, da bi bili mi to sposobni videti. Torej, brez nas tega ne bo napravil. Sveti Avguštin, kot večkrat omenim, je lepo povedal: stvarnik, ki te je brez tebe ustvaril, pa te ne bo brez tebe zveličal, ne. Se pravi, moramo z Bogom vedno sodelovati, ne. Brez tega ne bo šlo. Božjo milost Bog da tistim, ne, smo razmišljali prejšnjo nedeljo, ki hočejo z njo sodelovati. Torej, nismo vredni, ne bomo rekli kot sveti Peter, ne, ki je bil potem križan, kot smo rekli, ampak to lahko dosežemo. Torej, svojo grešnost, svojo bolnost, vse te zadeve iskreno, ponižno priznamo, ne. To tudi sveti Alfons lepo nas uči, ne, ko premišljuje tam o sveti maši, ne, da je to Kristusovo trpljenje in te zadeve, da tudi tam mi priznavamo, ne, se pravi na začetku svete maše in tako, ne. Se pravi, resnično izraziti te zadeve na začetku svete maše. Torej tisto, kar mi primanjkuje, tisto, kar so moji primanjkljaji, kar je moja grešnost, kar bo treba odpraviti, kar bi hotel doseči in tako dalje, ne. To moramo izraziti. Gospod je rekel: kaj hočeš, da ti storim? To govori tudi nam. Kaj hočeš, da ti storim? Zato moramo to izraziti. To so naši nameni. Sveti Ludvik Grignon de Montfort je lepo povedal, da moramo svojo molitve vedno nameniti, ne. Tudi sveto mašo, ne, pridemo, da nismo samo tam navzoči, ampak da imamo vedno tudi nek svoj namen oziroma neke svoje namene pri sveti maši. Torej, bodimo zelo konkretni v tem. Ni nič narobe, torej, če prosimo nekaj dobrega. Zdaj, ali v tem fizičnem smislu, tudi to je prav, da prosimo, ampak še bolj v tem duhovnem smislu, da prosimo te darove, te kreposti, ki jih potrebujemo, ne. Torej, prositi za rešitev, olajšanje, ozdravljenje, ampak predvsem za ozdravljenje naše duše, našega srca. Morda torej se nekomu res tudi zgodi kak čudež, ampak kot smo rekli, bolj gre za to, da bi mi dobili tisti pravi pogled, da bi dobili tisti duhovni pogled, da bi gledali tako, kot je prav. Da
bi znali videti onkraj teh stvari, ki nas doletijo v življenju, ki bi šlo onkraj resničnosti tega sveta. Ta svet ni sposoben teh stvari videti in vemo tudi, kot smo rekli na začetku, kako propagira napačno oziroma na glavo obrnjeno tudi ljubezen in te stvari, ne. To je bilo tudi rečeno, ne, da ko pride na vrsto peta revolucija, bo to taka revolucija, ki bo duhovnost in te stvari na glavo obrnila, ne. Ki ne bo več božja duhovnost, ampak pravzaprav hudičeva duhovnost, ne. Tako da mi si moramo prizadevati za božjo, seveda, duhovnost, da bomo imeli božji pogled. Torej, križi ostanejo, ampak mi, da jih znamo lepo potem uvrstiti v to širšo sliko, ne, stvarnosti. Tako da bi bili polni upanja, vere in seveda, da bi zlasti upali in verovali v božjo previdnost. To je tista Abrahamova vera, o kateri, kot sem rekel, razmišljamo ta teden, to mi potrebujemo. Abrahamu Bog ne da tukaj in zdaj rešitve, instant rešitve, kot jih hoče imeti ta svet, ne, ampak mu reče: pusti vse to, kar imaš, pojdi v deželo, ki ti jo bom pokazal. To tudi nam govori Bog, ne. Pojdi proti deželi, pojdi na pot, ki ti jo bom pokazal, ne. Ni tukaj zdaj, ne. Nekaj boš dobival, seveda nekaj milosti na tej poti, ko se zanjo resnično trdno in tako odločiš, ampak v resnici šele na koncu boš ti to videl, ne. Spravi, bo ta obljuba izpolnjena. Tako da, kot je lepo rekel svetemu Petru takrat, ne, Peter se je oziral tam na svetega Janeza, kaj je zdaj s tistim tam, ne. Je rekel Jezus pravzaprav, je rekel: kaj te tebe briga, ne, kaj bom jaz napravil s tem apostolom, ne. Ti hodi za menoj. Ti hodi za menoj, torej to, ne. Pravi sveti Janez, ne, da ni mislil Jezus pač, da bo živel ne vem kdaj, ne, do konca sveta, ampak je mislil nekaj drugega, ne, lepo pove sveti Janez, ne. Ampak važno je pa tisto, ne. Ti, sveti Peter, brigaj se zase, no, nista bila še sveta, ne, kasneje sta postala, ne. Hodi za menoj ti, ne, pusti Janeza, da se ukvarja s svojimi zadevami, ne, tako da te stvari, ne. Torej tudi nam vsem, mi bi radi se zanimali za druge ljudi, kaj in kako in tisto, ne, mislim, zdaj, če nas prosijo in te stvari, že prav, da jim pomagamo, ne, ker vemo, da so to tudi duhovna dela bratske ljubezni, ne, ampak drugače pa predvsem se usmerjati v to, da bomo resnično hodili za našim Gospodom Jezusom, vemo pa, da je to hoja po poti križa in ni nič drugače od tega, ne. Tako da naj velja tudi nam vsem s to Abrahamovo vero, hodimo lepo za našim Gospodom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.